Kaj je zares politikantsko? En mesec po volitvah v državni zbor, tik pred oblikovanjem nove vlade, sprejeti nezakonito uredbo, ki nima nobenih podlag v obstoječi zakonodaji, zato da se favorizira eno od organiziranih cerkva v Sloveniji, to je Rimskokatoliška cerkev, in je v bistvu za takšno nezakonito uredbo dati neke posebne privilegije. To je politikantsko, to je v bistvu tisto, kar je narobe, in to je tisto, kar ta predlog sprememb zakona tudi zdaj za nazaj sanira. Se pravi, nespodobne in v bistvu napačne in nezakonite poteze prejšnje vlade. Tako da vsem kritikom, ki smo jih danes poslušali, v bistvu gre predvsem za to, da bi izdirali iver iz očesa svojega brata, svojega Bruna pa ne vidijo. Država seveda je tista, ki mora spodbujati pluralnost na vseh točkah, seveda tudi omogočati ustrezno okolje za versko pluralnost, nikakor, in to ne izhaja niti iz ustave, pa ni država dolžna financirati ali kakorkoli drugače spodbujati organizirano religijo. Tako da mislim, da je interpretacija ločitve države od cerkve do zdaj delovala čisto v redu. Mogoče včasih je katera vlada bila zelo dobrohotna do največje cerkve v tej državi, ampak če si zares želimo pluralnosti in demokracije, potem jo moramo gojiti nepristransko in ne samo za nekatere.